Pozdravljeni! Danes bomo pa govorili o hormonskih motilcih in o tem, kako veste, da imate verjetno težave s hormoni. V glavnem, jaz sem zdaj čisto v tej moški knjigi, ko pišem zdaj končno za moške hormone. In v bistvu pač potem se mi vse to vrti v tej smeri, in ko razmišljam, kako bom napisala in da bo to čim bolj enostavno. V glavnem, danes bom govorila o tem, kako spraviti iz telesa ven hormonske motilce, ki dejansko motijo delovanje našega hormonskega ustroja. Vemo, da hormoni so tako kot brezžična komunikacija v naši hiši ali pa v pisarni in v osnovi tega ne vidimo, niti ne opazimo, pač vemo, da mora delati. In vemo, da takrat, ko ne dela, takrat je tako, ne dela televizija, telefon, ne dela marsikaj. Pri meni, mislim, če imate ta robot za sesati, še sesalec ne dela, ne. Na koncu koncev ta brezžična povezava je potrebna v našem telesu, ta notranji internet, in notranji internet motijo hormonski motilci. No, v glavnem, kateri so te motilci? To so težke kovine. In na prvo žogo človek reče, pa saj jaz nimam težkih kovin. Ja, imamo jih. Amalgamske zalivke, se pravi, tukaj imamo živo srebro in amalgamska zalivka je narejena pretežno iz živega srebra pa neke spojine, ki to skupaj držijo, in sčasoma se to lušči ven. No in potem seveda, nekateri so potem pametni in imajo težave z zdravjem in jim mogoče kakšen strokovnjak reče, vse moraš dati stran. Ne, glejte, ne smete naenkrat menjati vseh plombic. Bog ne daj, da to naredite, zaradi tega, ker pride, tudi ko menjamo amalgamske zalivke, se lahko del tega živega srebra sprosti in gre v naše telo. In poznam spet kar nekaj dam, ne gospodov, ki so v bistvu šle na juriš, na svoje amalgamske zalivke in potem so si povzročile še večje težave z zdravjem. Zato, če ste že odločite, da boste menjali plombice, eno po eno, ampak pomembno je, da hkrati, ko pa greste na razstrupljanje preko plombic, poskrbite tudi za celično razstrupljanje. V glavnem, pri meni lahko dobite na spletni strani Betagvard. Betagvard ima noter cink, bakar, selen, jod, B2, B3, B6 vitamin, se pravi točno kombinacijo za razstrupljanje na medcelični ravni in na celični ravni, tako močna spojina teh razstrupljevalnih elementov, da deluje celo na razstrupljanje celičnega jedra. No, v glavnem. Potem zdaj, če pogledamo naprej, kadmij. Kadmij se nahaja v cigaretah. Potem imamo naprej aluminij. Aluminij se nahaja v vsej alufoliji. Pa bi rekli, pa se tega niti ne uporabljam toliko. Ja, včasih kakšno stvar pokrijemo, včasih kakšno stvar damo pogret v alufolijo ali pa na koncu koncev kupimo na ta način. Potem pesticidi, se jim ne moramo izogniti. Industrijske snovi, sestavine umetnih mast, farmacevtska zdravila in predvsem plastika. Plastiki pa danes dejansko vse in v plastiki noter je dejansko ogromno hormonskih motilcev. No, zdaj tisti, ki vas bolj podrobno zanima, vzemite v roke, ko imajo hormoni žur na strani 201, ker v bistvu potem je pa test naprej in naredite test. Se pravi, preverite svoje razstrupljevalne sposobnosti in greste lepo po vrst. Če imate glavobol, omedlevico, omotičnost, nespečnost in tako naprej, če imate težave z očmi, če imate težave z ušesi, srbenje, bolečina, okužba, zamašen nos, ta del, v glavnem koža, akna, koprivnica, izpuščaj in tako naprej. Kitajski pregovor pravi, da kar telo ne uspe spraviti strupov preko ledvic in mehurja, jih spravi preko črevesja, kar ne gre preko črevesja, gre preko pljuč, in kar ne gre preko pljuč, gre preko kože. In kar ne gre preko kože, nas na dolgi rok vodi v smrt. No, tako da v bistvu koža je zadnji štadij pred grobom. No, ne gre to tako hitro, kar naenkrat, ampak počasi. Strupi se nalagajo v telesu
in potem telo naredi kakšen tumor ali pa karkoli. In predvsem te težke kovine začne skladiščiti v mehka tkiva, se pravi prsa, pljuča, rodila, pri moških prostata, tudi možgani, se pravi debelo črevo nenazadnje. In vemo, da ko je telo bolj obremenjeno s težkimi kovinami, je bolj dovzetno tudi za razvoj avtoimunih obolenj. Nenazadnje, eno od avtoimunih obolenj je tudi rak. In glejte, podatki so neverjetni glede raka. Dejstvo je, da bolj kot smo na tej moderni prehrani, slabše nam gre glede raka. In druga stvar, jaz verjamem, da raka povzroča nenazadnje tudi čustveno stanje, ker vemo, da rak je najprej rak duše. No, o tem bomo še majčkeno naprej govorili, ampak vam bi vseeno rada povedala še par stvari, kar je potrebno delati za razstrupljanje, da boste spravili te težke kovine ven. Še en nasvet za dame. Recimo med njimi sem tudi jaz nenazadnje. Jaz se barvam. Pač moja barva las, nimam sivih las, ampak imam tako eno tako mišjo barvo, tako kot obrvi. Pač tako. In mi je všeč blond in se barvam. In vemo, da tudi barve za lase niso ravno zdrave, ampak kaj jaz delam? Vzamem takrat, ko se pobarvam, vzamem pač Betaguard. Zaradi tega, da mi spravi težke kovine ven iz telesa. Veste, včasih s kom govorim pa reče, ja pa kadim. Mene ne moti, če nekdo kadi, ampak če nekdo kadi, mora vedeti, s čim kadmi spravi iz telesa ven. In seveda potrebuje cink, baker, selen, jod in tako naprej, ne? Enkrat sem enemu gospodu predlagala in je tudi vzel Betaguard, ki je bil strasten kadilec. Se veste, 30 let nazaj smo skoraj vsi kadili. No, in je začel v bistvu pospeši razstrupljanje pljuč in mi je rekel, da je izkašljal toliko katrana, da bi lahko asfaltiral celo dvorišče. No, tako da v glavnem spravi vam iz pljučnih mešičkov ven strupe, se pravi prekrvavi tudi E-vitamin, prekrvavi pljučne mešičke in zaradi tega se potem zmanjša vnetje pljuč. No, zdaj pa gremo naprej na hormone. Če imamo težave s hormoni, je prva stvar, da je treba spraviti strupe iz telesa ven. Drugo, je pa treba pač to komunikacijo vzpostaviti. In to komunikacijo vzpostavimo, še prej vam moram povedati, kaj lahko še naredite, da boste spravili strupe iz telesa ven. Se pravi, pijte sirotko, sirotka ima noter 22 aminokislin, 22 aminokislin je pa potreben za delati snov, ki se imenuje glutation. Sploh, če v sirotko zmešate kakšno stvar, ki ima ali trpek ali pa pekoč okus. Recimo, če naredite en tako kombinacijo napitek zjutraj lahko, sirotko skupaj z zeleno recimo, ali pa s peteršiljem, boste pomagali pri tem, da bo v dopoldanskih urah se pospešilo razstrupljanje vašega telesa. Zdaj, kako dame vemo, da imamo težave z zastrupljanjem telesa, pač poveča se stopnja ali pa vidni celulit, pa celulit se poveča. Tako je nekakšen občutek, da si napihnjena, da si cela celulitasta, taka mehka, razvlečena. Druga stvar, telo kaže tudi to, da imamo težave tudi s hormoni in nenazadnje z zastrupljenostjo. Če imaš občutek, da imaš tako sivkasto kožo, povešeno, da kar tako, ko bi te nekaj dol vlekli. Moški recimo, kako vejo, da imajo težave? Težave s prostato in prvi znak je vstajanje ponoči in pač siljenje na vodo, curek vode je slab in tukaj moški absolutno morajo nekaj narediti. Zdaj pa za moške nasvet. To mi je v soboto, je bil tukaj v Sežani praznik občine Sežane in sem imela stojnico, no in potem sem šla po drugih stojnicah in sem dobila domačega, gospoda, ki prideluje domač ekološki med. In je rekel, da je imel sam težave s prostato in da odkar uporablja cvetni prah, ga zvečer namoči, ta recept bo v ta novi knjigi, ga namoči v kefir, potem pa doda zraven zjutraj žlico kostanjevega medu, doda, ovsene kosmiče, v glavnem, pa sem pa jaz razmišljala, pa fino bi bilo dodati še nekaj
borovnic, tako da bom jaz sama sprobala ta recept in bom točen recept dala noter v knjigo, ampak zdaj pa poslušajte to. Gospod je rekel, da se mu je dogajalo, da 2-krat na noč je mogel iti na lulat in da odkar dela to kombinacijo cvetni prah pa kostanjev med, dejansko se mu je stanje izboljšalo in poleg tega zraven je bila žena, se mu je izboljšalo stanje prostate in nima več težave z erekcijo. No, tako da v glavnem, wow, bo za probati za moške, če imate te težave, je mogoče res pametno probati. No, zdaj pa tisti vitamini, ki so potrebni za razstrupljanje, so pa še 3 ključni vitamini, takrat, ko vam začne telo nagajati. In sicer potrebujete več vitamina B6, magnezija in cinka. No, vse to 3 dobite drugače v Betaguardu. Zdaj pa, če pogledamo, kje to dobite. Magnezija največ dobite v oreščkih in ena taka najboljša kombinacija so namočeni mandlji. Tako da začnite dnevno uporabljati namočene mandlje. Zdaj, če gledamo vitamin B6, se nahaja v morskih ribah, pa v zelju, zelnici, šparglji, rdeči papriki, ovs, ovseni kosmiči, prosenin, ajdovi kaši, arašidi, orehova jedrca in jajca. No, zdaj pa jajca je pa že dvorezen meč, ker jajca pri nekaterih ljudeh povzročajo vnetja. Tako da res priporočam več teh zelenjavnih zadev. No, zdaj pa prav ker zdaj se dejansko s tem ukvarjam pri novi knjigi, raziskave so pokazale, da pri moških, ki več uporabljajo prečiščenih zadev, prečiščeno hrano in tudi mlečnih izdelkov, se poveča stopnja raka na prostati. Tako, a ni to zanimivo? Mislim, da sem brala raziskavo na Japonskem, da so imeli leta 1930 samo 58 primerov raka na prostati in približno 60 let kasneje, ko so ponovili raziskavo, ko je Japonska šla na moderno prehrano, je ujela svetovno povprečje. Tako da, kdor ima težave, tudi ženske, s hormoni, pretežno zelenjavna hrana, ampak pozor, če pa greste na 100% vegansko prehrano, jaz mislim, da to ni dobro. In to zaradi tega, ker ne dobite ključnih sestavin za delati aminokisline oziroma beljakovine, sogradniki so, ko se razgradijo v našem telesu na manjše delce na aminokisline, in brez aminokislin ni razstrupljanja. Tako da je res pametno posegati recimo po morski hrani, po ribah. Vemo, da ali so tukaj brancini, ali je losos, predvsem pa ne tunine, zato ker je prenasičena z živim srebrom. Zdaj tako, veliko stvari sem nanizala, ampak predvsem držimo se 5 obrokov zdrave, uravnotežene prehrane, začnite uporabljati kakšno prehransko dopolnilo, ki vsebuje cink vseb, pa magnezij in vitamin B6, v tem primeru pri meni vzamete lahko Betaguard za razstrupljanje in predvsem poskrbite za to, da vaše telo dobi zadostno količino hranil s hrano. Zdaj pa pojdimo na tole razstrupljanje, glutatijon. To je pa zdaj že aminokislina. Glutatijon je v bistvu najmočnejša spojina v naši celici, ki jo telo lahko samo proizvaja iz aminokislin in vpliva na razstrupljanje. In ne glede na to, a ste kadilec, a niste, kakorkoli, ko imate te snovi zadostno količino, vaše telo se razstruplja. In potrebujemo, zdaj pa poslušajte to, pršut, pa recimo mlečne beljakovine, kot so mleko, skuta, sir, jogurt, sirotka. Zdaj jaz mleka ne priporočam, ampak vsekakor fermentirane mlečne izdelke. In če je v istem obroku še rastlinski vir, kot je recimo česen ali pa čebula ali pa brokoli, recimo sploh ena taka kombinacija dobra, brokoli skuhate, ga ohladite in zvečer prelijete z jogurtom, majčkeno olja in nastane to krasna večerja. Poskusite, res je dobrega okusa in je točno ta kombinacija, ki jo vaše telo potrebuje za razstrupljanje prav na celični bazi. Na ta način spravite hormonske motilce ven.
Zdaj pa hormone spodbudimo, vemo, da z vsemi vitamini, minerali in predvsem zadovoljstvom. Zdaj pa še ena stvar je pomembna. Obstaja en ključni hormonski motilec, ki ga pa ne moremo pojesti. In ta hormonski motilec je neodpuščanje. Čustva, zamera. Poglejte, do ljudi, ker vsi smo pač ljudje, in najboljši starš, karkoli dela, vedno bo lahko nekoga prizadel. Je skoraj nemogoč, da ne bi nikdar stopil na čustva od nekoga. Je dejansko nemogoč. Jaz vidim pri mojih hčerkah, zdaj, ko se pogovarjamo, ko so odrasle, ravno dosti smo se pogovarjali o tem. Ko je prišlo do neke točke, ko mi je delal takole, sem zmeraj rekla takole, tokle mi še manjka, pa bom popela. In pol, ko so bile že velike, so mi večkrat posolile pod nos tako, le mami, tokle mi še manjka, na ta način. Kakorkoli, pač, ko vzgajaš otroka, nimaš zmerom najboljše dneve, ni da si zmerom tako kot tale, tako umirjen, pač življenje se dogaja. In ne moreš, da ne bi stopil na čustva nekoga. Zdaj pa druga stvar pa je na drugi strani, koliko ima druga stran zmožnost ali pa možnost odpustiti. In to je pa zdaj ena stvar, ki sebi dajemo mlinska kolesa okrog vratu, če ne odpustimo. Zadnjič enkrat sem govorila z mojim očetom in mi reče, je rekel, veš, Minka, pa bi bilo fino, veš, da bi ti odpustila mami, ker sem pač kot otrok veliko delala in tako, velika tako čustvena zloraba, recimo temu. In sem rekla, jaz sem že zdavnaj odpustila. Jaz sem to odpustila zaradi sebe. Zaradi sebe, zato da jaz dobro živim, da jaz lahko letim. Zato, ker takrat, ko imate neodpuščanje, ko nosite to jezo, zamero, to vas zastrupla. A ni škoda vas? A ni škoda vas, ker vam to dela težo na vaši duši? V knjigi, ko imajo čakre žur, sem opisala, to je v bistvu bilo na spletni strani bebamur.com, opisana zgodba ene gospe, ki se je odločila, da ne bo odpustila staršem. Ker starši so pač bili krivični do nje, ločila sta se v dobi njenega odraščanja in takrat sta se je znebila, ker ni več pasala v te nove družine. In potem je ona odšla, si zgradila svojo družino in so minevala leta in potem, ko jo je mož prevaral, ta prasec, in ona gre vsa obupana k terapevtu in ji reče, terapevt, mislim, stavek, ki mi je zelo všeč, terapevt jo je sprehajal po temnih ulicah njenega otroštva. In jo je to razjezil, pač na ta način, zakaj ti meni to govoriš, kvarjeva se z mojim možem, ne? In je odvihrala ven in čez leta je čakala v eni drugi čakalnici in je bila pri specialistu. In pri tem specialistu je potem, ko je prišla na vrsto, prebral izvide in ko ji prebere izvide, reče, gospa, težave imate s tumorjem v možganjih, operacija odpade, imate težave z srčnim popuščanjem. In je ponovno rekel zdravnik, je rekel, veste, ni več veliko možnosti, ampak mogoče pa pomaga, če komu odpustite. In takrat, ko se ji je šlo za življenje, je dejansko začela odpuščati in počasi razbijati koralne grebene njene zamere. In to so dejstva, veste, koralni greben nastane zaradi naše bolečine in ta koralni greben nam zmanjša energijski pretok. Enostavno nam zmanjka potem energije. Zato je tako pomembno, da mi počistimo svoje kode, da mi odpustimo, da mi dobesedno delamo to, kar piše v Svetem pismu, molite za svoje sovražnike.
Pa ne zaradi tega, ker si oni to zaslužijo, ampak zaradi tega, ker si vi zaslužite svoj mir. Samo zaradi tega. Jaz vem, da leta nazaj, ko sem bila v nekem odnosu, smo sodelovali nekaj, v glavnem. Vem, da sem šla čez določeno zamero, ker se mi je krivica zgodila, da sem neprestano ponavljala, naj Kristusova ljubezen do te osebe napolni moje srce. Ker veste, jaz sem človek, jaz bi šla, zavila vrat, a ne? In sem rabila eno pomoč od zgoraj in naj ta ljubezen napolni moje srce. Ker moje srce ni bilo takrat v pozitivni energiji. Pač zamera dejansko tebe vleče na dno. Vedno. In zato je tako pomembno, da sebe osvobodimo. In zdaj, ko to naredimo, sebe osvobodimo, veste, kaj se začne dogajati? Od zadaj vam začnejo poganjati krila. Ampak dobesedno. Pri nekaterih prav tako jih začne tukaj pri lopaticah, prav tako, ko bi nekaj poganjali. Na energetski ravni vam začnejo poganjati krila. Ja, tako deluje odpuščanje. Ampak res tako deluje odpuščanje. Gremo še kakšno karto prehodov na vodovo, da vidimo. Stvarnik. Za tele pozitivne dušice, ki so na poti življenja, vsi se učimo, nihče od nas ni imun na lekcije življenja. Kaj je ta trenutek najbolj pomembno, da slišite, ozavestite, veste, kaj je tisto, kar vam sporoča ta trenutek stvarstvo. Tale vam gleda. Vztrajajte na začrtani poti, ker vam angeli stojijo ob strani. No, naslednje sporočilo je, blagoslov ste dobili in napredek. Glejte, a vam pokažem. Dobili ste blagoslov. Vi, ki tole poslušate, ste blagoslovljeni med vsemi ženskami in med vsemi moškimi. In blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajate v stik. Blagoslov je tako močna energija. Blagoslavljajte svoje soljudi, kakršnikoli že so. Ampak ne tako, kot je enkrat na eni delavnici rekla ena gospa, ko sem jim govorila prav o tem blagoslovu, ne? In sem rekla, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš. No, ona pravi, jaz to rečem. Blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš, po domač povedan, zdaj dajte pi, kurc te gleda. Ne vem, no, če je glih to energija odpuščanja, če ni tako, tle imaš nekaj, a ne? Energija blagoslova je tako kot blagodejen dež. Tako je energija blagoslova, ampak ne na druga življenja, na vaše življenje. Tist, ki zalije, tist dež. Zmorete vztrajati na začrtani poti, ker vam angeli stojijo ob strani, ker vi ste bitje svetlobe. Ti, ki tole poslušaš, si bitje luči. Tvoje srce je polno brezpogojne ljubezni. Dovoli, da je tvoje srce čisto in polno brezpogojne ljubezni, ker tvoje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri in oplemeniti duha in srca ljudi in zato dobivaš božansko nadomestilo. Čas je za napredek v tvojem življenju. Glejte, vsi smo povezani med sabo, ta slika mi je res neverjetna, to je kreacija Katarine Vidmar. V glavnem, vaše delo, karkoli delate, tudi če sam sejete blagoslov, je tisto, kar povzroča napredek v ta pravo smer. In takrat, ko boste to delali, veste, kaj se bo zgodilo v prvi vrsti? Ker hormoni povezujejo naše fizično telo, misli in čustveno telo. Kaj se bo zgodilo? Postali boste uravnoteženi, uravnovešeni, vaši hormoni bojo začeli sodelovati z vami in ko bojo začeli vaši hormoni sodelovati z vami, drugače ne more biti, kot da ste dober, kot da imate energijo, kot da se pomladite, ker hormoni vplivajo tudi na stanje tega, kako se počutite v svojem telesu in boste videli, res se splača nekaj narediti v tej smeri. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, res naj vas spremlja Božji blagoslov.